Zaključili smo 11. zaporedno tekmovanje osnovnošolske mladine na temo energetike za kviz, se pravi organiziramo Nuklearna elektrarna Krško in Gen energija. Uspeh je ostal doma v Krškem, izkazali so izredno znanje, tako da bomo nadaljevali z velikim veseljem še naprej tak kviz v prihodnosti. Začeli smo s šolskim letom 2012-2013 s posavskimi osnovnimi šolami. Šole se prijavijo najprej v bistvu, potem pa zberemo te prijave, organiziramo prvo srečanje za mentorje, ko jim podamo osnovne informacije, potem pa izobraževanje poteka v informacijskem središču Gen. To je v bistvu najbolj atraktiven del izobraževanja, lahko rečemo tega projekta Mladi genialci, ko v 4 delavnicah skupaj z Nuklearno elektrarno Krško ponudimo atraktivno izobraževanje. Zatem sledi šolsko tekmovanje. Šolsko tekmovanje vse šole se lahko udeležijo, ni pa obvezno, se dela prek računalnika v isti uri na isti dan in takrat se praktično nekako med tisto množico prijavljenih učencev izprofilirajo 3 učenci, tisti najboljši, ki predstavljajo tekmovalno ekipo na zaključnem tekmovanju, kot je danes. Vsake 2 leti poteka tekmovanje na nivoju osnovnih posavskih šol, vsake 2 leti pa spet se dvignemo na nacionalni nivo in ponudimo isto tematiko, seveda na bolj zahteven način, pa tudi tehničnim šolam, srednjim tehničnim šolam v celi Sloveniji. Ja, odlično. Je bila kar sladka, ja. Mislim, nisem tukaj veliko energije vložil, ko bi jo lahko, ampak priprave so bile pa kar dobre. 2 meseca, najmanj 2krat na teden. Mladi so pokazali izjemno znanje, mnoga vprašanja so bila precej težka, ampak so jih obvladali. Da. Tako da kadra za energetiko v Posavju bo očitno zadosti. Ja. V šoli pa po šoli smo se dobili za kako uro, 2, pa tudi doma je bilo potrebno veliko vaje. Odlični so vtisi, to je v bistvu 6. tekmovanje vezano za osnovne šole, posavske osnovne šole. Do zdaj smo 11 peljali, 5 na državni nacionalni nivo za tehnične programe. Kaj naj rečem? Kot vsakič v bistvu ogromno prikazanega znanja, ogromno vloženega dela. Ponosni smo, da dajemo v bistvu naše najboljše znanje z najboljšimi mentorji, predavatelji, da to predajamo direktno iz gospodarstva akademskim sferam, se pravi učiteljem, ki prenašajo to znanje na svoje v bistvu učence ali dijake. Zanimivost je ta, da smo uporabili letos še več simulacij, digitalnih simulacij, recimo kot je simulacija delovanja NEK-a, energetska mešanica, Electricity Map. Se pravi, gremo v korak s časom, trudimo se približati mladim na bolj atraktiven način, prenesti to znanje, da se sami učijo. In evo, še vedno je v bistvu dober predavatelj, dober mentor, simulacija in motivirani učenci, taki 4 ključni faktorji. Letos se to poklopilo, videli smo ogromno znanja, evo ga, občutki odlični.